Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva. V Velenjskem jezeru se je utopil 24-letni tuji državljan. Most v Grižah bo obnovljen do konca leta 2027. V Rogatcu uspešno izpeljali že 27. likov na Taberhi. Nogometaši Celja novo državno prvenstvo odprli zmago v štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu. Na območju Velenjskega jezera se je v nedeljo utopil 24-letni tuji državljan. Iz policijske uprave Celje so sporočili, da so bili o nesreči obveščeni v nedeljo okoli 17. ure. 24-letnik, ki ni znal plavati, se je skupaj s prijatelji zadrževal ob robu jezera na mrtvem rokavu neurejenega kopališča. Ko so opazili, da je izginil pod gladino, so takoj začeli z iskalno akcijo, ki pa je bila žal neuspešna. Pogrešanega so potapljači našli nekaj metrov od brežine na nekaj metrih globine. Celjski policisti ob tem tragičnem dogodku pozivajo k spoštovanju varnostnih ukrepov ob kopanju v naravnih vodah, še posebej na neurejenih kopališčih. V Žalcu so z Direkcijo za vode podpisali dogovor za dolgo pričakovano obnovo mostu čez Savinjo v Grižah. Projekt bo vplival na zmanjšanje poplavne ogroženosti tega območja, zagotovil pa naj bi tudi boljšo prometno varnost in pretočnost na tamkajšnji lokalni cesti. Most naj bi zgradili do konca leta 2027. Most čez Savinjo, ki je bil v zadnjih poplavah pred 2 letoma še dodatno poškodovan, njegova varnost pa je bila zmanjšana že po poplavah v 90. letih prejšnjega stoletja, je zdaj za promet prevozen le enosmerno. Na njegovo prenovo občina ustrezne službe opozarja že vrsto let, zdaj pa so vendarle z Direkcijo za vode podpisali dogovor o gradnji novega mostu. Dolgo je trajalo, naporna, mučna pogajanja. Na koncu smo prišli do sporazuma, ki urejuje protipoplavne ukrepe na območju Griškega mostu in izgradnjo samega mostu. Malce smo, in jaz sem si želel, in občina Žalec, da zato, da ima večjo zanesljivost ta projekt, da bomo držali se rokov, da bomo direkcija oziroma ministrstvo lažje zagotovilo sredstva, priložilo ustrezno vlogo na ministrstvo za kohezije, sem želel, da ta sporazum podpiše tudi minister. Potem nekako minister ni želel podpisati tega sporazuma, podpisala ga je vršilka Direkcije za vode in minister je samo prisostoval temu podpisu. Zato sem tudi jaz pooblastil podžupanjo k podpisu tega sporazuma. Naložba, za katero so sprva računali, da bo stala 5 milijonov evrov, je zdaj ocenjena na okoli 10 milijonov. Predvideva pa tako povišanje mostu kot širitev struge Savinje. Malce sem bil tudi skeptičen, ali so potrebni vsi ti ukrepi, ki so predvideni, in sam dinamika, rokovnik po sporazumu že kasni. Projektna naloga bi morala biti končana do konca maja tega leta, z vsemi zakasnitvami do sedaj. Pa seveda mi smo v juliju šele podpisovali ta sporazum. Bodo pa strokovne službe in jaz osebno kot župan maksimalno sodelovali pri tem projektu s strani občine, kolikor bo to potrebno. Ampak naša naloga je samo, da informiramo javnost, da nudimo podporo temu projektu, da sodelujemo pri pridobitvi zemljišč. Vse ostalo se je pa zavezala Direkcija za vode Republike Slovenije, vključno s tem, da oddajo vlogo za kohezijska sredstva. Gradnjo mostu naj bi izvedli v več fazah. Za letos načrtujejo pripravo dokumentacije, prihodnje leto sledi pridobivanje zemljišč in dovoljenj. Menim, da je to najmanj, kar lahko naredijo, da potem, kako je ob tej poplavi zadnji občina Žalec krvavela, da je pravzaprav bilo poplavljeno preko 700 gospodarskih in poslovnih objektov, da je z tem nekontroliranim
razlitjem vode v velikosti od 6 do 8 milijonov kubičnih litrov vode bilo rešeno Celje na nek način, ki bi verjetno bila škoda še mnogo večja. Gradi se Polulski most, gradijo se številne ureditve na območju občine Celje, gradi se gorvodno od občine Žalec, tukaj se ne dela v samem Žalcu pa nič. Zato upam, da se bojo tega rokovnika, sporazuma, ki smo ga podpisali, držali. Če bodo stvari tekle tako, kot je trenutno predvideno, bi se lahko čez novi most zapeljali konec leta 2027 ali v začetku leta 2028. Muzej na prostem v Rogatcu je konec tedna gostil že 27. etnološko prireditev Likov na Taberhi. Na njej je v avtentičnem okolju s prikazom starih kmečkih opravil sodelovalo več kot 90 domačinov. Rogačani so že globoko v 3. desetletju prirejanja te etnografske prireditve, katere eden pomembnejših namenov je druženje, kar nas zadnje tudi pomeni sama beseda Likov. Mi ustvarjamo Likov na Taberhi že vrsto let zato, ker želimo, da ohranimo določeno našo ljudsko tudi navade, običaje in da to gre iz roda v rod, da tudi mladi rodovi danes vidijo, kaj vse je bilo potrebno narediti za ljubi kruhek, ki ga danes najdemo na policah. Pri prikazanih kmečkih opravilih je sodelovalo veliko društev, ki so v Rogatec pripotovali tudi od drugod. Smo zelo veseli in hvaležni domačinom, ki se odzovejo našemu povabilu, ker tole je najbolj pristno, to, da pri ljudje iz naše okolice v muzeju, v tem avtentičnem prostoru tudi prikažejo te obrti in pa prikaze in pa tudi seveda delovna opravila. Prihajajo pa tudi od drugod, namreč Taberh pomeni dnina in tudi od drugod k nam prihajajo v Taberh, tako recimo Ložniške ufarce in pa letos folklorna skupina prihajajo iz Zgornje Ložnice, prešmentani falotje so iz Toperc, tako da ja, iz vseh vetrov prihajajo. Na letošnji prireditvi so že 9. pripravili tudi izbor za najboljšo sirovo zavihanko. Letos se jih je prijavilo 21, ena sicer je zadnji trenutek odpovedala, ampak torej imamo letos 20 zavihank in imamo tudi seveda že najboljšo, se pravi najsirovo zavihanko, ki jo je pa letos spekla lanska zmagovalka. Torej ponavljamo najsirovo zavihanko. Že drugo leto zapored je najboljšo zavihanko tako spekla Marija Kušar, ki ima še vedno zmagovalni recept. Ja, ta prava zavihanka mora biti čim bolj naravna. Brez nekih dodatkov, skuta, jajčka, smetane malo, pa navadno testo kot za kruh, skoraj kot za kruh. Tako so včasih tudi delali stari ljudje, ne? In taka mi se zdi, da je najboljša. Eden osrednjih delov prireditve je bil kruh oziroma način, kako se do kruha pride. Prikazali bomo stare zadeve, ki so nas učili naše babice in dedeki, pa očete in matere, tako da mlačev z cepci, pa potem na mlatilnico in pa seveda potem ščinjene in kako se pridobiva žito za kruh. Da pokažemo mladim, da vsaj vidijo, kako se je to včasih delalo. Danes delajo to vse stroji, ampak mi še vedno to držimo tradicijo in skušamo to prikazati na enostaven način. Ko cepci utihnejo in sta zrnje in slama ločena, pa pride na vrsto mletje. Letos je zrnjo moko zmlel kar župan, ki je pri mletju žit pomagal tudi v otroških letih na domači kmetiji. 50-60 let nazaj, skratka, po vseh domačijah se je to dejansko tako ročno delalo. In tudi sam se spominjam, ko sem srednjo šolo obiskoval, takrat smo že mi imeli žemlje z elektromotorjem. Ampak moram povedati, da kljub vsem ostalim obveznostim, oziroma zakaj vse smo bili takrat kmečki otroci zadolženi, kaj vse smo mogli upravljati, je to bilo eno od del, ko smo radi preskočili na pomoč, tako sem jaz rekel, oče recimo vrtel ta mlinski kamen,
pa smo mi še zraven pomagali otroci. Ne. Ko je praznika konec, je pod njim treba potegniti črto, kar organizatorji tudi storijo. Po vsakem takem dogodku je čisto normalno, da pogledamo, kaj je všeč, kaj ni všeč. In več ali manj je ta pristen ambient muzeja, ne, če je vreme tako kot danes, je še toliko boljše, ne, in ljudje se tu dobro počutijo. Ne, in mladi in stari, in tudi vsako leto kaj dodamo. Ne. Zdaj razširiti, da ne vem kaj pa ne moremo, ker vseeno je to Likov, ne, Likov na Tabrhi, to, kar so kmeti počeli. Je pa letos župan mlev na žrmle, tako da je zmer nekaj novega. Ne. Žito je torej zmlateno, nova stara zmagovalna sirova zavihanka je tudi izbrana. 27. Likov na Tabrhi je tako pod streho, številni obiskovalci zadovoljni in že čakajo na praznični dan naslednje leto. Nogometaši Celja so odlično začeli 35. državno nogometno prvenstvo. V 120. štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu so z 2:1 premagali moštvo Maribora. Za Celjane je to odlična popotnica pred četrtkovim prvim obračunom drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo Evropa proti ciprskemu AEK-ju iz Larnake. Celjani so v prvem letošnjem štajerskem derbiju povsem nadigrali gostitelje, ki so se osredotočili predvsem na branjenje svojih vrat. Za celjski gol so bili nevarni predvsem v prekinitvah in redkih protinapadih. Enega takšnih so izvedli v 36. minuti, ko je napadalec iz Gabona, Orfe Mbina, žogo med dvema celjskima branilcema pretekal več kot polovico igrišča in na koncu matiral še Simona Slugo. Celjani so svojo terensko premoč in številne priložnosti, dvakrat so zadeli tudi okvir vrat, kronali v 56. minuti. Domačega kapetana Ažbeta Juga je z mojstrskim strelom premagal 33-letni nogometaš iz Bosne in Hercegovine Mario Kvesić. Trenutek odločitve se je zgodil v 77. minuti, ko je po podaji Nikite Josifova, ki je v drugem polčasu precej poživil celjsko igro, Njeto dosegel svoj prvi gol v letošnjem prvenstvu. V sodnikovem dodatku so dvakrat zadeli tudi Mariborčani, a sta bila gola zaradi igranja Teteha z roko obakrat razveljavljena. Ena zaslužena zmaga, bom rekel, skozi celotno tekmo smo nekako imeli mi tisti, ki smo imeli posest, dominirali. Ja, na koncu so Maribor nekako iz teh nekih prekinitev, vemo, da imajo, ko je Teteh prišel not, da tudi Maribor postaja nekako nevarnejši, ker vse te dolge žoge odreagira zelo dobro. Ampak ja, na koncu nekako smo iztržili to zmago in mislim, da če pogledamo dejansko 90 minut, mislim, da smo si zaslužili. Bili smo veliko boljši od tekmeca. Danes je bilo na zelenici eno moštvo, ki je želelo igrati, si ustvarjati priložnosti in drugo, ki je samo čakalo. Maribor je zadel iz prvega strela na gol, mi pa smo si ustvarili veliko priložnosti in na koncu zasluženo zmagali. Celjani so v Ljudskem vrtu že na tretji letošnji uradni tekmi zaostajali, a na to rezultat spreobrnili sebi v prid, kar samo po sebi govori o karakterju letošnje celjske zasedbe. Pa ja, tudi to pove nekako nekaj o naši ekipi, da smo tudi, ko prejmemo zadetek, da se dvignemo, da smo sposobni to dejansko tudi prvi polčas. Nisem videl dejansko, ne vem, kako bi nas lahko Maribor kaznoval. Ja, res je šla ta ena žoga za obrambno linijo, ampak nekako smo slabo reagirali tam, ker smo nekako prišli do vseeno 2-1 igre v obrambi, ampak je tudi to kvaliteta nekega Maribora oziroma napadalca njihovega. Ampak ja, na koncu smo vztrajali pri naši ideji, vemo, da si ustvarimo na tekmo veliko priložnosti in dvakrat tudi zadeli. Uvodna zmaga v državnem prvenstvu je za Celjane odlična popotnica pred četrtkovo evropsko preizkušnjo proti AEK-ju iz Larnake. Uživamo v tem, da lahko igramo v ritmu četrtek nedelja. Upam, da se nam tako kot v lanski sezoni uspe uvrstiti v skupinski del evropskega tekmovanja. Vemo, kaj je Evropa, da tudi konec koncev Larnaka premagala Partizan, kar ni lahko, ampak vemo, česa smo mi sposobni, da smo dobra ekipa, da bomo se tudi proti njim postavili tako, kot smo se proti vsakemu nasprotniku in verjamem, da po analizi in po vsem tem, da bomo tudi pri njih našli te šibke točke in dobro odreagirali.
Celjani bodo v drugem krogu državnega prvenstva v nedeljo 27. julija gostili moštvo Radomel. Celjani so danes na sedežu Evropske nogometne zveze v Unionu dobili tekmeca v primeru uvrstitve v tretji krog kvalifikacij za Ligo Evropa. Žreb je določil, da se bo zmagovalec dvoboja Celje AEK Larnaka pomeril z zmagovalcem dvoboja med Banikom iz Ostrave iz Češke ter Legijo iz Poljske. Če Celjani ne bodo izločili ciprskega predstavnika, bodo evropsko pot nadaljevali v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine, na Primorskem tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Proti večeru se bo jasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V sredo bo na Primorskem sončno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V četrtek bo razmeroma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. To so bili ponedeljkovi dogodki dneva. Hvala za pozornost in nasvidenje.